Dobrodošli spet v Ambientih. Kaj pa delovni prostori, kamor hodimo v službo? Koliko so prijazni, udobni, spodbudni in kakšna sporočila dajejo tako zaposlenim kot zunanjim obiskovalcem? V vasici na Dolenjskem stoji tovarna, v kateri nastajajo dovršena stikala in vtičnice. Stavba je potrebovala razširitev. Prizidek tovarniškemu objektu se na prvi pogled zdi odlična iztočnica za nezanimivo arhitekturo. Arhitekti pa so k temu problemu pristopili s svežim pogledom in idejo, ki je bila celo odlikovana. Zanimivo, 2/3 Slovencev se dnevno dotika izdelkov, ki jih proizvajajo v tovarni za mano. Tu v Čatežu namreč delajo stikala. Ampak posebno dober stik so našli z arhitekturnim birojem, ki je za oblikovanje teh novih prostorov dobil nagrado Prešernovega sklada. Gospod Bajuk, čestitam za odlične poslovne prostore. Hvala lepa. Povejte mi, kakšna pa je bila tista osnovna potreba? Kako ste sploh ugotovili, da bo treba firmo malo razširiti? Mi smo pravzaprav rasli v zadnjih letih kar več, kot smo pričakovali, in ta nenehna rast je zahtevala tudi širitev prostorov, tako skladiščnih kot proizvodnih. Koliko ste dali na vpetost v lokalno okolje? A vas je kot direktorja skrbelo, kako bo firma izgledala navzven, glede na to, da ste v vaškem okolju? To je bil tudi en pomembnih izzivov in pomemben oreh, ki smo ga želeli primerno streti, namreč na taki majhni vasici nov velik betonski ali pa kakršenkoli objekt bi lahko tudi zelo izstopal. Objekt ne izstopa preveč v tem okolju, da je primerno umeščen in imamo tudi možnost širitve za naprej. Rok, Nina in Blaž, živijo. Povabljeni ste bili na natečaj in se niste sprva poznali z investitorjem. Povejte mi, prosim, kakšno je bilo zatečeno stanje, kje ste začeli? Povabljeni smo bili na natečaj, na katerem so bili pogoji pravzaprav precej težki, namreč obstoječa tovarna iz 70 let, cesta občinska in potem na drugi strani ceste še nadaljevanje parcele, kjer se je investitor želel širiti tovarno, in propozicije so bile v resnici take, da si izmislimo neko izvennivojsko križanje čez občinsko cesto. Mi pa smo v enem trenutku pogledali ven iz škatle in predlagali, da bi to cesto enostavno ukinili, poklicali na občino, kjer so nad tem dejstvom bili še kar navdušeni. Tovarna, ki je tukaj stala, je že tudi sicer bila velika gmota, ki smo jo na nek način probali vsaj toliko vizualno zmanjšati ali pa približati vasi na način, da bi jo umirilo človeka, se pravi zaposlenega ali pa mimoidočega. Na kakšne vse načine ste dosegli razgibanost oziroma optimizem? Optimizem mislim, da vnašajo uporabniki, tako da ta optimizem, ki vlada v tem Čatež, v tovarni, je pač odraz zaposlenih in vodstva. Mi smo se pa v bistvu tekom projekta z veseljem priključili temu optimizmu in njihovim želji izboljšati delovno okolje, hkrati pa tudi pač dodati nek prostor sami vasi, kjer bojo imeli prostor za druženje, točko srečevanja. Tako da to je bilo eno vodilo. Pri materialih smo se pa pač odločali za materiale, ki so naravni, hkrati pa pač samim izborom kažejo, da je to še vseeno tovarna, se pravi vidni beton, kovina. Umirjali smo pa potem sam ambient oziroma ga naredili bolj po meri človeka z uporabo lesenih oblog, z tekstili. Se vidi tudi, da smo uporabljali veliko zelenja, ki naredi sam ambient prijeten. Čemu je v osnovi namenjen tale novi del? Del, v katerem zdaj stojimo, je pravzaprav vmesni člen med starim objektom in novim. Služi predvsem predstavitvenem programu, druženju. Imamo krasno teraso, kjer se lahko stopi ven, ravno tako opravi vse poslovne sestanke in podobno. Na drugo stran imamo veliko sejno dvorano, ena bolj izdelana čajna kuhinja, ki lahko služi tudi raznim banketnim dejavnostim, ki se tukaj lahko zgodijo. V skladiščnem delu smo zasnovali novo pisarno za skladiščnika, ker smo si želeli v nasprotju z ustaljeno prakso stisnjene pisarnice v kot skladišča
narediti svetlo pisarno z zelenjem. Torej, vsi prostori so pa med sabo povezani z nekimi vidnimi elementi. V resnici so to okna, vrata, vse se nekako povezuje na način, da je ta fluidnost prostora večja. Zgradili ste tak lep nov del, vi kot direktor ste pa ostali v ta starem svojo pisarno, ne? Kako to? Ja, za mene je tisti prostor čisto v redu, zelo pomembno se mi zdi in tudi duh našega podjetja je tak, da se imamo prijetno in ugodno vsi, ne samo oni tam gor. Rad povem, pri nas v Skladišču lepša pisarno zaposleni kot direktor. Moje sporočilo bi bilo, da pri stvareh, ki jih delamo z dušo ali pač srcem, smo tudi pri našem osnovnem delu pozorni do nekih detajlov, pri oblikovanju, razvijanju in proizvajanju. In tudi ta objekt odraža to dušo. Prav gotovo jo mi, ki vsak dan živimo tukaj, najprej opazimo. En del te duše se mi zdi tudi restauracija, torej vaši zaposleni ne grejo na malco v neko menzo, ampak v Nobel restauracijo v resnici. Res je, v preteklosti smo jo res imenovali menza, namenjena prvenstveno za nas, zaposlene, vendar v njo zelo radi povabimo tudi obiskovalce. In vedno na koncu rečemo, da je to najboljša gostilna v tem kraju. Medtem ko je nastajal mogočni prizidek, so osvežili tudi staro stavbo. Fasado so prebarvali na črno, skladišča prestavili v novi objekt in nadgradili jedilnico. Pred vhodom pa zasnovali nadstrešek z zeleno streho. Sicer pa je stavba, v kateri je zaposlenih 175 ljudi, zanimiva tudi z ptičje perspektive. Na strehi je nameščenih več kot 1000 solarnih panelov, z njimi tovarna pokriva približno petino potreb po električni energiji. In če smo mislili, da je ta objekt, da bo dovolj velik za naslednjih 10 let, bomo morali ponovno se širiti, kar že pred 5 letom. Takole bom rekel, glede na to, da proizvajate stikala, ne, po domače štekarje, očitno kar dobro štekate. Hvala lepa. Za nov objekt lahko rečem, da bomo tudi kakšno unikatno rešitev, ki bomo z veseljem pokazali ob naših izdelkih. Pridemo s kamerami. Dobrodošli.